Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, danes tukaj ob dnevu odprtih vrat, ob današnjem državnem prazniku, dnevu suverenosti, lepo pozdravljeni. Ne morem začeti drugače kot z izrazi hvaležnosti, da ste si vzeli čas in obiskali predsedniško palačo in počastili današnji državni praznik. Ta je prav nekaj posebnega, saj z njim obeležujemo 30. obletnico dogodkov, ki so dokončno zagotovili suverenost slovenskih oblasti nad celotnim ozemljem samostojne Republike Slovenije. Naj v imenu vseh nas pošljem iz velike dvorane predsedniške palače iskrene čestitke vsem Slovenkam in Slovencem, državljankam in državljanom Republike Slovenije za izrazi hvaležnosti, za njihovo držo v vseh teh 30 letih, držo pogumnih, samozavestnih, poštenih, delovnih ljudi, ki so pripomogli po osamosvojitvi, da se je Slovenija razvila danes do točke, na katero smo lahko ponosni. Sporočam vsem, da so te čestitke iskrene, da so vredne danes praznovanja, da se lahko ob praznikih državnih tudi vsi poveselimo, ne glede na politične, verske, ideološke, vrednostne razlike med nami. Danes je praznik naše domovine, naše države in to so tisti redki trenutki, dostikrat, ko se mi zdi, da je prav, da skupnost stopi skupaj in praznuje tisto, kar nam je zares skupno. 30 let mineva, kar je zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade stopil na eno od zadnjih ladij in odplul dokončno iz našega ozemlja ter s tem praktično omogočil, da je takratni poveljnik, general Slapar, takratnemu predsedniku Republike Slovenije Kučanu raportiral, da na ozemlju Republike Slovenije ni več tujega vojaka in da je Slovenija suverena država. Preden bom samo za kratek čas orisal pomembnost tega dogodka, mi dovolite, da spomnim na naslednje. V tej veliki dvorani, kristalni dvorani, kot jo želite imenovati, smo v zadnjih 2, celo 3 letih pripravili veliko svečanosti, sprejemov, pogovorov za udeleženci in tistimi, ki smo menili, da si zaslužijo biti navzoči, ob 30 obletnicah pomembnih dogodkov, ki so do tega oktobrskega leta 1991 sploh pripeljali. Začeli smo že z Majniško deklaracijo, ko je naš čudoviti pesnik Tone Pavček prebral enega najlepših, najbolj zgovornih, sporočilnih dokumentov slovenske politične zgodovine sploh. Našo odločitev, da želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, povezani z drugimi evropskimi narodi, torej v združeni Evropi, in da bomo o teh stvareh odločali po svoji vesti in sami. Od takrat naprej se je prebujena civilna družba v Sloveniji skupaj z liberalnim polom etablirane slovenske politike v zelo vihravih časih, tako v Jugoslaviji kot v Evropi, dobro znašla in na koncu našla poti, da smo skupaj decembra leta 1990 na plebiscitu, tako rekoč, kot radi rečemo, s plebiscitarno večino odločili, da želimo živeti v samostojni Republiki Sloveniji. Potem je bilo relativno malo časa za to, da je vlada Republike Slovenije, Demosova vlada, pod vodstvom Lojzeta Peterleta, uresničila voljo ljudi. In res jo je ob naporih, ki so bili plod sodelovanja, dialoga, tako vlade kot opozicije, kot civilne družbe in vseh, ki so želeli sodelovati pri tem podvigu. Nikoli, vas prosim lepo, zlasti mladi ljudje, ki ste tukaj, nikoli ne pozabite,
da je poleg vseh drugih stebrov, na katerih počiva naša samostojna Slovenija, eden od njih tudi steber dialoga in sodelovanja. Tako smo prišli do razglasitve naše države junija 1991 na Trgu Republike pred skupščino. Vsi se spomnimo tiste čudovite noči, kar nas je starejših, in nekega velikanskega upanja, zaradi katerega nas sploh ni bilo strah tistih preletov migov, ki so se zgodili tik pred začetkom slovesnosti. Potem pa je proti naši volji sledila vojna, ki je bila sicer kratka, ampak kruta kot vse vojne. In nedolžni ljudje so ceno sanj o samostojnosti plačali življenjem. Njim gre večna slava in naš spomin. Toda zaradi enotnosti, ki ji žal nismo bili priča pol stoletja nazaj, v času druge svetovne vojne, ko smo se Slovenci razdelili v času osvobajanja, smo bili tokrat enotni in smo vojno končali hitro. Vojna, ta kratka vojna, vsaka je predolga, ni bila plod samo naše pripravljenosti na njo, policistov, teritorialcev, drugih elementov, novih, svežih stebrov slovenske nacionalne varnosti, ampak zlasti prepričanja ljudi. Jaz sem bil takrat mlad delegat Bučarjeve skupščine, bil sem doma, šel sem tudi v tujino nagovoriti tujo javnost v prid naših stremljenj. Jaz se spomnim, kakšna samozavest je vladala med Slovenci. Zmogli bomo. In smo. Vojne je bilo konec in potem je sledil nek trenutek, ki smo ga tudi obeleževali s 30. obletnico nedolgo, zaradi covidnih razmer v Veli Podrožnik. Govorila sta dr. Dimitrij Rupel in Milan Kučan. Spomnili smo se Brionske deklaracije. Se je kdo spomni med vami? To je bil en tak grenak trenutek v takratni skupščini, ko smo bili soočeni z neko odločitvijo Evropske unije, slovenske pogajalske skupine, jugoslovanske pogajalske skupine, da moramo suspendirati nekatere aktivnosti povezane z našo samostojnostjo. To je bila ena najbolj pogumnih in modrih odločitev, ki jih je sprejela slovenska politika, in to nehvaležnih na prvi pogled, zaradi katerih bi bil kdo lahko označen za nekoga, ki ni dovolj pogumen, da tako rečem, vendar se je izkazal za preroka. Brionski premor nam je omogočil, da smo zbrali naše sile, pogajalske in vse druge, pridobili zaveznikov mednarodni skupnosti, ob izteku moratorija se je začel čas, ko smo s pogajanji, vodila jih je Bogatajeva komisija, morda se kdo od starejših tega spomni, začeli pogajanja o tem, da vojska zapusti, Jugoslovanska ljudska armada zapusti slovenski teritorij. In ga tudi je. Zaradi različnih razlogov, v katere se ne bom spuščal, je bilo to celo hitreje, kot smo pričakovali, kot so pričakovali takrat slovenske vojaške oblasti. In na današnji dan, pred 30 leti, je zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade stopil na zadnji trajekt, ki je odpeljal in, kot sem rekel, omogočil raport tedanjemu poveljniku, ki je vrhovnemu poveljniku raportiral, da je Slovenija suverena država. To je eden zadnjih mejnikov, ki jih praznujemo kot 30. obletnico v teh letih, prav zadnji bo prihodnje leto spomladi, ko se bomo spomnili 30. obletnice vstopa Slovenije v Organizacijo združenih narodov, našega diplomatskega priznanja, ki je bilo že prej in kasneje, zlasti pa vstopa v OZN in potem vse druge organizacije. Postali smo aktiven, enakovreden, enako spoštovan član mednarodne skupnosti. Vsak od nas, tudi vi tukaj, imate lahko na teh 30 let razvoja naše državnosti različne poglede in tudi kritični so na mestu. In vendar, morda ob tej priložnosti, ko si smemo dovoliti malček več ponosa, če smem temu reči, moramo ugotoviti, da za eno državo, ki je stara 30 let in ni imela prej
demokratičnih tradicij kot recimo ena Poljska ali pa ena Madžarska, recimo 3 baltske države, ki so bile samostojne države pred drugo svetovno vojno, potem pa z rusko sovjetsko armado okupirane. Mi te tradicije samostojne republike nismo imeli. V 30 letih si dovolim reči, kot predsednik in kot nekdo, ki je ves ta čas spremljal z političnega vidika, z vstopom v Evropsko unijo, v NATO, v vse pomembne institucije, z rezultati, ki smo jim danes priča, seveda ne brez skrbi, ne brez problemov. Smemo razumeti to obdobje kot dobro, lepo obdobje razvoja Slovenije z nekaterimi problemi, ki jih moramo še rešiti. In tukaj bi rad rekel zaključni poudarek in morda danes tudi, vsaj z mojega vidika, najbolj bistven.